Nekaj novega se pridružuje ameriškim in savdskim napadom, ker Hutiji napadajo Savdsko Arabijo in Združene države. Združene države in Savdska Arabija pa upravičeno držita Iran odgovornega za to stopnjevanje in napadata neposredno znotraj Irana. In tako so imele Združene države prvič še enega partnerja v tej vojni, Savdice, to ni Izrael. Pomembno je ponovno poudariti, da obstaja to odvračanje, ki ga je Izrael uspel vzpostaviti. Ko pokažeš moč, kot jo je Izrael pokazal v tej vojni, Iran trenutno noče iti v boj proti Izraelu. Premier Netanjahu je to povedal. Rekel je, če se vrnemo k bojevanju, ne boste dobili tega, kar ste dobili zadnjič. In Izrael je pokazal, da bo naredil še veliko več. Torej vidite, je Iran pripravljen preizkusiti predsednika Združenih držav. Tukaj smo v začaranem krogu istega vzorca. Veste, ves čas poslušate predsednika, odkar je bila razglašena prva prekinitev ognja, kako samo opazuje, da Iranci ne izpolnjujejo svojih obveznosti po dogovoru o prekinitvi ognja. Ne dovolijo prostega ladijskega prometa skozi Hormuško užino in potem predsednik Trump reče, v redu, tokrat bomo posredovali in to bomo naredili na veliko in potem pa posreduje le malo. Iranci bodo dobili vtis in mislim, da v tem trenutku veliko bolje razumejo Trumpovo pogajalsko vedenje, kot pa Trump razume njihovo pogajalsko vedenje. In želijo ostati v tem ciklu, ker menijo, da to ponižuje predsednika. In v veliki meri mislim, da ga res ponižuje. Ali to pomeni, da predsednik Združenih držav Amerike ne bo prej ali slej izgubil potrpljenja? Verjamem, da bo predsednik prej ali slej izgubil potrpljenje, kar pomeni, da je vrnitev k obsežni operaciji neizogibna. Vprašanje je le, kdaj.